najprej pri teh prepričanjih je pomemben to, da jih sploh zaznaš. Se ne veš, to je vse v naši podzavesti. Tjaša Perpar Glavora, lepo pozdravljena. Ja, ampak imaš tako močno prepričanje znotraj sebe, da si ti dovolj, da tisto potem je vse ostalo naredi manj močno ostale stvari. Ker jim ne dam moči. Jaz se lahko vse sama zmenam, ampak je lepo imeti ob sebi res te prave ljudi. Lepo pozdravljeni, novo leto in novi začetki. Za številne izmed nas je novo koledarsko leto priložnost za nove začetke, nove cilje in novoletne zaobljube. Čeprav smo na začetku leta v januarju vsi optimistični, pa statistike pravijo nekoliko drugače. Po statistikah že po prvem tednu 1/4 ljudi pozabi oziroma odneha pri svojih zastavljenih novoletnih zaobljubah in ciljih. Po prvem mesecu, se pravi po januarju, pa več kot polovica odneha. Statistike tudi pravijo, da nekje samo od 8 do 12% ljudi na koncu leta doseže cilje, ki so si jih postavili ob novem koledarskem letu. In tukaj ponujamo rešitev. Z novim letom v januarju bom gostil svoj prvi spletni tečaj, kjer si bomo naučili, kako postavljati pravilne cilje in kako si urediti svoj sistem in svoje življenje, da te cilje tudi dosežemo. To bo 4-tedenski spletni program, ki bo ponujal vodstvo pri doseganju vaših ciljev. Ta program bo sestavljen iz osebnega coachinga. Pred tem programom bomo z vsakim udeležencem šli skozi njihove cilje in jih pripravili na program. Sledila bojo 4 online srečanja. Dobili boste posnetke vseh srečanj, tako da tudi, če se ne boste mogli udeležiti predavanj v živo, boste dobili posnetke. Dobili boste naloge, zaprto skupnost ljudi z podobnimi interesi in z možnostjo podpore. In hkrati 4. srečanje bo odvodila tudi naša gostja, ki jo boste spoznali danes. Tako da, če tudi vi želite narediti spremembo v tem letu, si zastaviti novoletne zaobljube in cilje, ki bojo trajali do konca leta, ne samo nekaj tednov v januarju, vas vabim, da si pogledate program v povezavi v opisu te podcast epizode. To je to, če vas zanima karkoli, mi lahko napišete direktno sporočilo ali na mail in uživajte v današnji epizodi. Pa da drugač. Ne bi stigneni. To je to. Normal. Smo, yes. Yes. Lepo pozdravljeni v prvi epizodi v letu 2026. Danes imamo prav posebno epizodo s posebno gostjo, Tjaša Perpar Glavora. Lepo pozdravljena. Hvala in hvala za povabilo. Najlepša hvala, da si se odzvala. Sem ful bil vesel, ker sem te povabil, si bila ful excited. Še vedno sem. Tako se ti prav izraža to na obrazu, v energiji in tako naprej. Tako da za začetek sem rekel, da bi prebral tisto, kar si mi poslala na mail. A nisem rekla, da boš pač, kada si ti to napisal. Ne, to mora izpasti tako. Se pravi, Tjaša, sem samo klicani life coach brez certifikata in NLP coach s certifikatom. Mama brez priročnika v vzgoji, žena, prijateljica, predvsem pa ženska, ki je sama šla skozi izzive, razočaranja in trenutke, ko sem se izgubila v ugajanju drugih. Življenje me je ustavilo in me naučilo poslušati sebe. Takrat sem se odločila, da ne bom več živela po pričakovanjih drugih, temveč po svojih vrednotah in v svoji resnici. Danes svoje izkušnje in znanje uporabljam za to, da druge opogumljam. Verjamem, da ima vsak posameznik v sebi nekaj drugačnega, nekaj, kar lahko da svetu. S svojim delom tudi spominjam, da si dovolijo stopiti iz cone udobja, si zaupati, spoštovati sebe in pogumno slediti življenju, ki je resnično njihovo. Tak, ful lep opis
Pa se mi zdi, da se te začuti v tem pisu. Pa mi je všeč, ko v bistvu govoriš ranljivo iz svoje zgodbe, pa ker se mi zdi, da največ znanja, največ te sočutnosti do drugih prijelih iz lastnih izkušenj. Ne. Jaz sem bila vedno tista v šoli, ki sem se borila za druge. Ne, vedno si ti advokat? Ja, sem! Ne? In to se mi zdi, da je zdaj šele ven vsekal. Zakaj? Zato, ker si res želim, da vsak živi svojo avtentičnost. Ne? Da je tisto, kar je. Ker vsak dan, to je tvoje življenje, to so tvoji cilji, to so tvoje sanje. In če živiš po nekih načelih drugih, če živiš sanje drugih, življenja drugih, nisi ti. In slejka prej te bo življenje nekje. Ej, sam enega imaš. Živi. In tega je zdaj toliko veliko. Res se mi zdi, da ljudje, vsak ima toliko vseb, ki lahko da, ampak ne da. Ne? In zato je toliko depresij, anksioznosti, ker niso oni, ker to ni to. Ne? Ker vsak je tukaj, da nekaj da in vsak ima nekaj vseb, da da. In če tega oni ne vidijo, sem zato jaz tukaj, da jim pokažem. Glej, ne? In na koncu res je, sploh nisem vedela. Ne? Nisem zdaj nek tukaj life coach. Kar jaz delam je poslušam tebe in ti povem potem točno to, kar si rekel nazaj. In takrat dojamaš, a to sem rekel, a to mislim. Shit, kaj bi lahko? In takrat se začnejo spremembe. Najprej moraš ozavestiti, kaj sploh si, kaj si sploh želiš. Ne, ker če živimo življenja drugih, to so njihovi cilji, njihove sanje, njihova prepričanja. Ni to naše. In potem nisi takole in si posod sam klene. In tako sem bila jaz včasih. Vedno z nasmehom, vedno nasmejana. Kaj te je pripeljalo do tega, da si naredila prve te spremembe? Po resnici, da imaš robčke. Ne, Če bo treba, imam. to je ena taka tema, ki mene res. A bo kar na začetku že. Smrt mojega dedja. On je bil res moj angel varuh. Tak karakter, kaj jaz. Enkrat me kliče kolegica, kupila sem po nesreči 4 letalske karte za Ameriko. A bi šla? Jaz pa pred dedjo na telefonu. Rečem ti, kolegica, kupila 4 letalske karte za Ameriko, ampak pač ne rab 4, vprašala me, če grem. Pa prav 5. Pa slišiš babi od zadaj. Doma imaš moža pa otroke, kva bojo pa jedli? Takrat pa žal nisem šla, no, ampak hočem povedati, ne, da je bil vidno tak. 5, ne boj se, nared. In ja, dejansko, ko sem stala tam nad njegovim grobom, je bilo tako, a to je od lajfa. A to je to. Takrat se meni obrne. Šla na razen s partnerjem, ko sem mislila, da je to. Z njim imava 2 prečudovita otroka. Službo sem imela, šolo narejeno, streho nad glavo, ampak vseeno. Jaz sem mislila, da je to. Pa ni bilo. Ker naenkrat se je vse obrnilo na glavo. A je bilo lahko? Ne, ampak sem si želela spremembe, ja. In tako tudi rečem vsem mojim klientom. Ne obljubim ti, da bo lahko, ampak na koncu je vredno. Vedno je boljš, kot si lahko zamisliš. In takrat, par let nazaj. Dosti pozen. Prejšnji teden sem praznovala 39 let, mislim, da se je moje življenje dejansko začelo tam nekje pri 33. Ampak zdaj ga res živim. Ne? Prej je bila to samo neka farsa, neka fasada, neke maske, neke vloge, ki sem jih mogla igrati. Pa ne bo to v službi, kariera. Jaz sem si vedno želela biti klelec gori. Pa sem začela v firmi klelec spodaj, pa sem prišla, da sem od zgori. In pa sem bila od zgori in bilo, what the fuck, to je to. Ampak to si vedno želela. In zdaj kaj, nisi srečna, ko si kle? Gremo še enkrat od začetka. Kaj boš počela? Se usesti s sabo? Razmisliti? Škaj najtežje? Biti samo v tišini, pa sam biti s sabo. Kaj hočeš? Kaj hočeš? Še posebej za človeka, ki je dosti
bom rekla, rada imam druženje, komunikacijo, glasnost, dogodke, muziko. Daj se pa ti used, pa bod primer, pa bod sam sabo. Bemo mater, da je bilo težko. Po moje ena izmed najtežjih stvari, ko si zdaj omenila, je to refleksija o temu, na kateri poti si, pa kam greš, pa ka se ti zruši to, mislil sem, da si želim tega, ampak si ne želim tega. In zdaj, ko se ti zruši tista projekcija, pa ego, ko se ti zruši dol, tako te prav. Mislil si, da si želim tega. Ne? Kdo nam je to odcepil v glavo? Ne? Dobro vprašanje, skje to izvira? Iz kje to izvira? Jaz pravim tudi sebi ful velikrat. Ko se lotam ene stvari ali pa kakšnega projekta, se vedno vprašam, za koga? In če ni odgovor za mene ali pa zaradi sebe, odpade. Za koga? Jaz želim pomagati drugim, ampak če jaz ne bom avtentična pri tem, koga nategujem? Ne? In to je tisto, kar jaz želim od ljudi. Dej sebe, kaj daje sebe, kaj si avtentičen, kaj to izhaja iz tebe. To je že vse v nas noter. Bo. Kot sem prej rekla, ne? Mogoče ne veš na kakšen način, kdaj, ampak boš prišel tja, kamor moraš priti. In vse te lekcije, vse izzivi, to je sam plus. To je sam plus. Kje se drugače naučiš? Ne, kakor v teh momentih, dark moments, tam noter. In iz tam črpaš v moč. Ja, hočem, še vztrajam. Tako da, pri nas doma je bil foter, tisto jaz sem imela zelo tako, bom rekla, ne striktno vzgojo, ampak beseda mi je ušla, da ne bom rekla kaj narobe, ker ponavadi rečem nekaj drugega, ampak mislim, da to ni za veter. A ne? Moj foter je bil vedno tako. Bog ne dej, da je prišel domov, pa sem ležala na kavču. Ali se sej, ali pospravi iz stroja, ali se uč, pač nekaj deli. In on me je res pač naučil tega, ne. Bod delaven, bod spoštljiv. In od njega sem vedno povzela deli na način, da gre zvečer lahko v miru spat. Da si miren sam sabo. Ne. In ni lepšega, kad te ljudje ne morejo kupiti. To sta dve stvari, ki se mi zdi, da sem jih potegnila od njega. V kakšnem smislu? Ni lepše, kot te nekdo ne more kupiti? Da nisi nepodkupljiv, ne, ampak da nisi tako, kot veter piha. Se pravi, nekomu tako paše, zato da za njega nekaj narediš, boš tako, jutr boš imel pa drugačen pristop, miselnost, kakorkoli. Naravnanost. Ne, bod ti, takšen, ka si. Ne, in velikrat je rekel, dej jezik za zobi, dej bod ti. Ne bom. Ne, in vedno na ta spoštljiv način. Tudi ne v biznis komunikacija. Ti si lahko zelo jezen na človeka na drugi strani, ali pa, ne vem, v partnerstvu. Tebe je lahko partner zelo prizadel, ampak, ko se kregaš, dej na spoštljiv način. Ne? Tako da, to so ene take stvari, ki sem jih dobila doma. To so recimo stvari v našem otroštvu, ki na te vplivajo recimo tvoji starši. Pa je bila pa družba, šola, sošolci, prijatelji, šport. Ja, tudi šport mi je veliko dal. Vztrajnosti predvsem, z glavo skozi zid. Pa mi pravi, Tjaša, ne bo šlo, ne moreš. Lahko, watch me. Lahko. Sej pol, verjetno me je večkrat bolela glava, pa nisem prišla čez, ampak je bilo okej, probala sem. In naredila sem vse, kar je bilo v moji moči. Da sem mirna zaključila to. Naredila kljukco, ni ratalo, očitno moram po drugi poti. Medtem, ka mami mi je dala polno. Toplino, nežnost, kar v bistvu pol dajem naprej na moje otroke. Kaj pa po mojem učim čist drugač, kakor so nas. Ne bod tih, me ne zanima tvoje mnenje. Ne, sindrom pridnih punčk. Jaz mojim dvema povem in tudi moj mož jih tako uči. Sam, da mi znaš dobro argumentirati. Ni prav, ni narobe. Ti imaš svoje mnenje, jaz imam svoje mnenje. To ne pomeni, da je moje mnenje pravilno, tvoje pa ne. A ne?
Veš, številka 6. Mm. Ne? Ti stojiš na uni strani, pa vidiš 9, jaz pa na tej pa vidim 6. Pa ti meni tupiš, pa to je 9. Ne, ni, to je 6. 100 počevlje nasprotnika, pa boš videl, kaj vidi. In šele takrat, ko stopaš v čevlje nekoga drugega, veš, kaj misli, kaj doživlja. Prej ne moraš vedeti. Ne, tako je tudi na cesti, jaz pravim, dej, nehite trobati, ne, res prosim, ne se izzičete pač nekdo iz sil, ne veš, kakšen dan ima, ne veš, kaj se mu dogaja, poleg tega pa, a ti nikoli nisi nobenega iz silu. Veš, kolikrat jaz kaj naredim narobe, pa se pa smejem, pa maham, da sorry, pa umna faca. Samo le res nisem hotla, pač prišlo je do tega. Ja. Zato, ker se vse da. Res bi bil, svet bi bil ful lepši, če bi mogoče malo obrnili na šalo, pa če bi se mogoče kdo malo nasmejal. Pa ne vzeti preveč resno stvari. Ja. In tako naprej. Life je igra. Igrajo. Zdaj, ko si omenila, se pravi, tvoj prebojni trenutek je, ko ti je umrl dedek, ko sta bila ful navezana. Kako je potem potekala pot? Si takrat padla v ta NLP, ali si ja že prej poznala? Ne, NLP sem delala kasneje. Aha. Najprej kot sem rekla, sem se usedla sama s sabo. Kaj hočeš, kaj si želiš, kam bi rada šla. Zamenjala službo. Šla s partnerjem narazen. Stala sama. Rekla, v življenju več ne bom imela nobenega partnerja. Nobenega moškega. No, pa sem potem kasneje napisala en seznam, kakšen želim, da je. In sem dobila vse, kar je bilo na seznamu, samo 2 stvari ne. To, da ni Italijan, pa to, da ni sil. Vse ostalo pa. In sem toliko hvaležna zanj, se mi zdi, da a veš, ljudje v življenju rabimo nekoga ob sebi, en steber. Sami sebi smo lahko, ampak spet, mogoče zato, ker rabimo malo teh zunanjih potrditev, pa malo, a veš, nekaj od odzuni, da enostavno rabimo nekoga. In jaz sem dobila toliko zgroundano osebo zraven mene, ki me podpira. Someday, a to si želiš pet? Kako ti lahko pomagam? Ko seriously? A res? Če se tukaj mogoče malo dotaknem te moško-ženske dinamike. Ženska mora biti doma, skrbeti za otroke, kuhati kosila, božične potice. Moški bo pa sam na job hodil. Seriously, se nismo več v 16. stoletju. Jaz hodim v službo, ti hodiš v službo, kar pomeni, da bodo doma delala isto. Tudi jaz kuham, ampak ne rada kuham, zato te prepustim kuhanje. Bom pa pospravila za tabo. Ne, ni več to. Časi se spreminjajo. Je bolj v energiji, po mojem, ne? Spravi, ko si omenila, ne? Tvoj mož je tvoj steber, v katerega se lahko poleti vrtiš. Ženske se mi zdi, da sta bolj take dinamične, energetsko, čustveno, medtem ko moški mora biti malo bolj so bolj zgroundani. Ja, groundani. Ja, pa ne komplicirajo. Ne bom rekla, da jaz kompliciram. Ampak, dej, easy, mir se, zadihi. Tako da jaz sem hvaležna zanga, zaradi njega, mogoče tudi ta pot, da drugim pokažem, da zmorejo. Tako kot si prej omenil, samo vklicani life coach. Veš, koliko je zdaj že teh life coachov? A million. Ampak jaz mislim, da vsak, ki ima neko zgodbo, neko situacijo, ki je uspešno šel čez njo, da lahko pomaga, da ti lahko pove, da greš mogoče po bližnjici, da te bo manj bolel. A ne? In tukaj jaz čez vse te izzive, ki sem šla, imam občutek, da ti lahko pomagam, da ti lahko povem, ali pa mogoče že samo to, da te poslušam, da vem, čez kaj greš. Da ti povem, ja, je težko, ampak bo minil. Vse mine. Sam daj čas. Ne rabiš čas. Ker v tistem trenutku si ti tam in si poln teh občutkov, jeze, mogoče celo od sovraštva, razočaranja. Ker se ti malo odmakneš od tega, ne? To imamo tudi v NLP-ju zaznavne položaje. Ker se mogoče malo odmakneš, ker pogledaš z drugega zornega kota. To vse laži. Samo v trenutku je težko spremeniti tisto perspektivo, ker si tako čustveno. Ja. Takrat je sam najboljši, ti sam zvdihi. Pa sam jaz vsakmu rečem, dej, sam zase
si ustvari neko afirmacijo, ki ti bo v tistem trenutku ful blizu in ki te bo res pomirila, pa ki bo vsem toliko optimistična, da veš, da ja, da trenutno je tako, ampak sam trenutno. A veš, en slab dan ne pomeni slabega lajfa. In to je tisto, kar si jaz želim za druge. Go for it. Vsak mu rečem, je težko, bo naporno, ampak na koncu je vredno. Le mene. Pa mi si pravi, Tjaša, ful si se spremenila. Jaz sem se, spremenila sem se, ker sem si želela nekaj boljšega. Ker bil fucking shit tam od lajfa. Sam za druge. Tjaša, smej se. Tjaša, bo slaj bole. Tjaša, dej to, Tjaša, dej un. Tjaša vse zmore. Jaz sem vedno vse zmogla. Pa kle noter me poubijal. In to je to. Tis klik. Na grobu. Ne grem se več tega. Ni vreden. Kako zanimivo, da ti včasih največ v perspektivu ti dajo neke take smrti bližnjih. Ne? To sem slišal že od parih oseb, kako so ali je nekdo v njihovi družini zbolel in potem na hitro preminil in potem tisto jim je spremenilo life. Ker je v bistvu, ja, ta močna bolečina. Tako je, mora biti en tak dogodek, ki te prešejka. Ne? Ni samo dovolj. A ne si tudi motiviran moraš biti za spremembo. Nekaj te more premakniti, da si rečeš, da to ni to. Tako, kar recimo želje, cilji. Ti lahko govoriš, jaz bi pa to, pa to, pa to, jaz bi, je stalno nekaj v zraku. Greva za res, vsejce, kaj si želiš, dokdaj boš to naredil, kaj boš naredil, da se ti bo to uresničilo. To je pa pol akcija, to je pa pol premik, to so pa pol odločitve, ki jih moraš sprejemati. Kako si se ti lotila tistih sprememb takrat? Si napisala prav dol stvari, ki si jih želela, cilje, in potem šla v implementacijo? Ali kako je pri tebi to potekalo? Jaz veliko pišem, ker moje misli so okupirane. Jaz vam po mojem, mislim, da ima človek v dnevu 60,000 misli. Jaz imam feeling, da jih imam 130,000. In mi je lažje, če dam ven. Tako da veliko pišem zjutraj, moja jutranja rutina, spravi workout, meditacija, pisanje dnevnika. Pa ne bo to dnevnik hvaležnosti, ali ne bo to cilji, nekaj, kar si želim v bodoče. Ne? In daš to na list papirja. In berem. Preberem malo za nazaj, pol vidim, kaj se je že vse uresničilo, kaj bom naredila. Važen je, da je napisan. Že to se mi zdi, da je dost. Pa želja. Pa sam step by step. Ne? Kaj lahko naredim, da sem en korak bliže temu cilju? Koga lahko pokličem? Kdo mi lahko pomaga? Če ne more sam, prosi za pomoč. S tem ni nič narobe. Ne? Pa ko šoli nas učijo teh stvari, tega individualizma, tukaj imam test, jaz nikoli nisem bila tako. Mene so na faksu vedno Tjaša, ali pa ne vem, Klavora, zato, ker sem pomagala nekomu na levi, ali pa nekomu na desni, ali pa nekomu od zadaj, ali pa nekomu spredi. Why not? Why not? Timsko delo. Kdo še to spodbuja v šolah? Noben. Vsak zase, to ne gre, ti ne moreš nič sam. Ti rabiš ljudi okrog sebe. Nisi najbolj pameten. Jaz sem vedno rekla, dober direktor je tisti direktor, ki ima okrog sebe ekipo, ki je bolj pametna od njega. Direktor vodi, delegira, organizira, ampak ti rabiš tim, ki so bolj smart. Tudi če gremo v partnerskem odnosu, vsi uspešni moški, a pa če gremo tudi uspešne ženske, imajo ob sebi uspešna žensko, a pa oziroma uspešnega moškega za oporo, podporo. Ko sem prej rekla, vedno rabiš en steber. Steber, ja. En steber. Ampak se mi zdi, vsaj jaz vem, da imam težavo vprašati za pomoč, ker je bom sam naredil, da se dokažem, da bom sam naredil. Komu se dokazuješ? To je, ja. In pa razmerno vprašanje, komu se dokazuješ, ja. To je. Kaj nam vse vcepijo v glavo? In to je ena izmed, bom rekla, tem, ki mene osebno najbolj zanima, to so ta prepričanja, ki nam jih vcepijo že v otroštvu in potem rasteš z njimi in vplivajo in na tvoje mišljenje in na tvoje odločitve
in jih v bistvu sprejemaš kot neko resnico, čeprav to ni, to so dejstva. Ne? Kako se lahko odločaš čist drugače, če imaš v zadnji, ne vem, XY prepričanje. Eno izmed takih, ki itak po mojem vsi izpostavljajo, denar je slab. Ali pa denar te pokvar. Ne? Če imaš veliko denarja, si pokvarjen. Ne, to sploh ne drži. Ti si že v svoji biti pokvarjen. In ko imaš denar, se Tisto to sam še navzven. ja. Tako. Tako. Denar ni slab. Ja. Ti lahko omogoči marsikaj. Ne. Je pa izziv pri teh prepričanjih, kako jih ne dovoli, da te v vsakem dnevnem življenju preveč omejujejo, hkrati kako jih tudi spremeniti. To je kar tako tak velik izziv, se mi zdi. Najprej pri teh prepričanjih je pomemben to, da jih sploh zaznaš. Se ne veš, to je vse v naši podzavesti. Ti to tako avtomatično delaš. Vse. Aha. Najprej jih moraš zaznati, šele po lahko delaš na njih. In kot sem prej omenila, življenje te vedno pripelje, krmeče ti, da se stalno odločaš isto tukaj noter, zato ker ti je to znano, ne, ker je to cona udobja. Ampak, če jih ozavestaš, ne, vem, kaj se dogaja, tako, podzavestni ne boš me zdaj zjebil. Jaz grem desno, hočeš, da grem levo, ker ti je tam bolj udobno, ker te izstrade se mi bo kaj zgodil. Sej v bistvu naša podzavest nas sam ščiti. Ne, nas hoče zaščititi. Zakaj ne greš ven iz cone udobja? Ker ne veš, kaj je tam. Ker ne veš, kaj se ti lahko zgodi, kaj te čaka, ker te je strah. Tega pa nočemo, da nas boli. Ne? Tako da prepričanja niso tako kar ena stvar, meni so zelo všeč, jaz bi rada še bolj raziskala in še bolj bi rada to znanje predala naprej. Mislim, da je to tista osnova, ki so nam jo odcepili v otroštvu. Školiko let nazaj. Ja. Mene je tudi taka zanimiva tematika in prvič, ko sem šel raziskovati, pač ono so prav 2 oziroma 3 taka močna obdobja, ker nastajajo ta prepričanja tam nekje do 7. leta, ko so možgani najbolj plastični, potem v obdobju najstništva in potem prijajo še traumatske oziroma ful stresne izkušnje, ki te še dodatno potem lahko nastanijo noter v tebi neka negativna prepričanja. In poleg si rekla, jih greš malo pogledati za nazaj, kje to izvira in potem pa uporabljaš razna orodja za jih razdelati, spremeniti. Je pa to proces. In tako, kot si omenil, prepričanja imamo pozitivna, dobra prepričanja, pa potem ta negativna, omejujoča. Niso vsa slaba. Ampak omejujoča prepričanja so tista, ki te ustavljajo, ki ti ne pustijo rast, ki ne greš naprej, ki te ne podpirajo. In ta je treba spreminjati. Ampak najprej jih ozavestiti. Kaj sploh so moja prepričanja? A so to sploh moja prepričanja ali so to prepričanje mojih staršev, mojih prednikov, moje okolice, mojih prijateljev? Ne. Spet. Najprej se moraš usesti sam s sabo. To je težko. Res je. Ful. In to je proces, to traja. Osebnostna rast ni iz danes na jutri, ko success ni iz danes na jutri, tako kot cilji niso dosegljivi iz danes na jutri. Rome wasn't built in a day, ali kako pravijo. In mi pa živimo trenutno v svetu teh, kako rečeš, instant rešitev, instant diete, Bitcoin instant, being rich, bitch. Ne gre to tako. Ampak to zato, ker smo si to dovolili. Ker res živimo v svetu, ki je ful hiter. A veš, tehnologija, napredki, vse. In v tem norenju in hitenju pozabiš nase. Ampak se mi zdi vsaj v teh krogih, ki se jaz zdaj družim, pa tam, ki sem jaz, ampak se veš, kako je to. Tistemu, čemur dajoš pozornost, tisto se lima nate, tistega imaš vedno več. Vse tega zavedamo in se ustavljamo. Recimo, jaz sem po mojem edina v trgovini, da imamo te trgovine, ki nimajo dolgih pultov za zlaganje stvari v vreče. Ne? Jaz si vzamem cajt. Resno, po mojem vsi buljo, pa come on, lahko pohitiš. Ne, res ne.
prišla sem v trgovino, tukaj sem, vzela sem si čas, tukaj sem. In lepo zlagam. In me verjetno vsi gledajo. Jaz si mislim, ja, ampak jaz sem zdaj stopila iz trgovine pomerjena, all good, nikamor se mi ne mudi, ne bo me začela boleti glava, ne bo me začela stiskati v želodcu. Vi pa po svoje. Zanimivo, kot te tako vsakodnevne stvari tako trigirajo, oziroma ti dajo, kot si rekla prej, ogledalo, ne? Ja, Zakaj čutiš pritisk, kadar je dolga vrsta, da moraš hitro vse zbasati noter v ker vreč? drugače nisi sposoben. Ja. Nisi sposoben. A pa si drugi manj mislijo od tebe? Si manj vreden, jaz sem pa boljši od. Mm, Ampak to je spet, to so prepričanja. mm, In veš, kako je lažje, ko se osvobodiš vsega tega. Kaj si drugi mislijo o tebi? In ko se enkrat naštelaš, da ti je pomembno tvoje mnenje, in ko ti veš, kdo si in kaj si, ko sam se postaviš vrednost, vsi drugi odpadejo. mm, In moj seznam prioritet, moj mož, moja družina, ne vem, kam bi dala zdaj sebe. Čist na začetek, se pravi, jaz, moj otroc, moj mož. mm. Že to bi nekateri vzeli kot egoistično, ker sebe postaviš na prvo mesto. Ni egoistično. To je self-care. To je self-care. Se strinjam. Jaz sem pred kratkim dobila eno povabilo na praznovanje 40-letnice od moje zelo, zelo, zelo dobre prijateljice. In sem ji po resnici povedala, da zakaj se rojstnega dneva ne moram udeležiti, to ne bi bilo neko potovanje. Sem ji povedala, lej, žal moja prioriteta trenutno so nepremičnine, tja zdaj vlagam. In pazi, to je bil odrasel odgovor. Razumem. Jaz rabim take ljudi okrog sebe. Jaz ne rabim tisti, pa kako, pa kaj. Razumem, je bil odgovor. Tudi to je nekaj. Da si pripravljen dati čustva drugih pred svoja. Ne, da omakneš ta ego. Lahko bi bila jezna. Lahko bi bila zelo jezna, to je njena okrogla. Ne, ampak je rekla, razumem. In samo take ljudi želim ob sebi. Samo take. Ki ti pomagajo rast, ki te spodbujajo. Vsako tvojo noro idejo. Jaz imam idej milijon. Pa mi moja najboljša prijateljica še nikoli ni rekla, daj no. Rekla, kaj boš pa naredila? Kdaj? Ja, lahko pridem, recimo ta moj dogodek v januarju. To je bil sam SMS. Takoj, ko sem jaz to objavila, je samo napisala. Jaz pridem pomagati, kaj rabiš, to je to. Ko dobro. Jaz imam zelo malo ljudi. Pustimo Facebook frende, pa Instagram followerje. Ko v meni zagustilo, koliko ljudi bi mi priskočilo na pomoč. To je pomemben. A takrat, ko ti je umrl dedek, ko si naredila preobrazbo življenja, se verjetno mogla tudi nekatere ljudi odpustiti v navednici. Spustiti. To ni bilo lahko, še posebej ne zato, ker sem človek, ki sem rada z ljudmi. Pa pol je bilo spet vprašanje, kdo mi prinaša mir, kdo me pa postavi na obrate. Jaz nimam veliko pravih ljudi okrog sebe, pa te, ki so neprecenljivi. In ja, jih je kar nekaj odpadalo. Sploh se nisem počutila, da bi rabila razlagati. To tudi ljudem rečem. Dost je ne. Ne želim si. Ne rabiš razlagati, zakaj, kako. Če so dost odrasli, bojo razumeli. Če niso, jaz pravim, je to njihova težava. Jaz sem še en dodaten pokazatelj, zakaj niso pravi zate. Yep. In ni lahko kar naenkrat ostati sam, sej nisem sama. V končni fazi imam sebe. Pa mogoče 14 ostalih osebnosti. Jaz se lahko vse sama zmenim. Ampak je lepo imeti ob sebi res
te prave ljudi. Mogoče sem imela na začetku občutek, da moram razložiti, zakaj sem se tako odločila, ali pa ne vem, zakaj več ne pokličem, zakaj se več ne družim. Ker enostavno pol čez ta proces vsega tega sem ugotovila, da tega ne rabim. Se ljudje hitro opazijo, kadar jim nisi več na voljo, pa kadar jim nisi več v korist. Ne. Zdaj si še parkrat omenila tudi, da se moraš spoznati sebe, kaj tebi prija, kaj ti vrednotiš, kako prist do tega, kaj tebi pomagalo, pa kaj recimo predlagaš svojim strankam, kako izgleda ta proces. Ker se mi zdi, je lepo, to pač je taka stvar, ki bi jo mogli vsi več inkorporirati v svoje življenje, hkrati pa se zatakne, sploh če začneš na tej poti, prepoznati med tem, kaj je zares moje, pa kaj so neke prepričanja, neke vrednote drugih. In to loči to dvoje, se mi zdi, da je kar nek spet proces učenja. Sicer ima zdaj že na internetu veliko, bom rekla, ali podcastov, ali nekih aplikacij, kakorkoli na voljo, da greš lahko sam čez ta celoten proces. Jaz osebno menim, da je fino, če imaš nekoga zraven, ki te usmerja. Zdaj, prva stvar, ki jo jaz dam vsem mojim klientom, je kolo življenja. Kolo življenja vsebuje več, bom rekla, področji tvojega življenja, finance, družina, psihično počutje, fizično počutje. In ka enkrat ti povežeš vse te točke, vidiš, klele mi škripa, gremo najprej sem. Sprav, da si sploh zavedaš, kje imaš tiste minuse, gepe, ki bi jih rad nafilal in kaj lahko pustiš za pol. Nekje moraš začeti. V prvi fazi je, da si te ljudje želijo spremembe. Jaz ne maram, da nekdo pride k meni samo zaradi tega, ker je pa to zdaj in. Jaz sem že zavrnila par ljudi. Škoda mojega časa, škoda tvojega časa, če nisi pripravljen. Ker pri meni ni odgovora, ne vem. Čak sem malo. Kul, te nekaj vprašaj, ne vem. To je meni samo totalna lenoba, nočeš iti deep, si zaprt, je namen, da potem malo razširam, da te probam odpreti. Ampak če ti nimaš te želje, če si tega ne želiš, še enkrat škoda mojega časa pa tvojega denarja. Ko da najprej začnem s to vajo, kolo življenja, pogremo pa naprej, step by step. Jaz tudi rečem, preber si kakšno knjigo. Ful imamo zdaj tega in so the best. Ampak, ne samo prebrati knjigo, pa eno, pa drugo, pa tretjo, pa četrto, pa tega sploh ne implementirati, ti nič ne pomaga. Ne, tako, ka pač hočeš shujšati, pa gledaš posnetke na YouTubeu vaj, ki jih recimo ne delaš. Bravo, res bo shujšal. Tako da, knjige, mogoče coach, veliko imaš na internetu, res si lahko tam pogledaš, pisati, pa biti sam sabo. Res moraš pogledati vase, noben drug ne bo. Naenkrat sem imela enega klienta, pa je rekel, jaz sem mislila, da mi boš ti povedala, kaj naj naredim. Ti hecaš. Jaz čist drugače vidim ta tvoj izziv, kakor ga vidiš ti. Tepe to takole, ne? Mene pa to tako. Tako da, jaz ti ne moram povedati, kakšna je tvoja pot, ti jo moraš začutiti. Ti moraš nekaj narediti, ti moraš razmišljati, ti se moraš odločiti. Najhujše sprejemati odločitve. Verjamem, zato, ker nas je strah, da se bomo odločili narobe. Ja, in? Try again, try harder, try again. Dej še. To tudi odzadaj dostikrat je neko negativno prepričanje, ne? Ta strah pred failure, pred porazom, pred neuspehom. In tisto te dostikrat drži nazaj, da sploh nočeš narediti neke spremembe oziroma se lotiti neke stvari. Ne? Ampak spet, tebe je recimo strah govoriti pred ljudmi, pred publiko. Kaj bi zdaj nekaj, strah me je, pa te recimo povabijo na en event. Strah me ne bi, raj ne bom. Ali pa ful dobra priložnost za rast, ful dobra priložnost, da se razvijam,
kako bom šel čez to, kaj bom naredil, najamem coacha, zagovorništvo, ne vem, kakorkoli. Raziščem svoje strahove, mejoča prepričanja, se usedem, ponavljam, vizualiziram. 100-krat ponovim govor v svoji dnevni sobi. In greš kaj? A ti veš, po tvojem govoru, po tvojem nastopu, kakšni so občutki zmage, zadovoljstva, kva ti to da za naprej? To je to. O tem ti govorim. Vedno imaš možnost izbire. Vsak dan. Vsak dan. Boš šel levo, boš šel desno. Boš slabe volje, boš dobre volje. Boš pomagal ali se boš obrnil stran. Ali boš navdihal, ali boš ljudi tlačil dol. To so vse odločitve, ki jih sprejemaš vsakodnevno. Boš dober človek ali boš slab človek. Boš šel čez ta strah ali boš ostal na isti točki. Kaj si želiš? Ja. To so taka vprašanja, ki te res spodbudijo, ne? Je pole na tebi. In v bistvu, kadar se tako vprašaš, je pole tudi zavestno greš v... Medtem, ko če delaš na avtopilotu, pa se ti zdi, da zgubljaš to kontrolo, oziroma da nimaš kontrole. In to je to. Večinoma smo na avtopilotu. A ti veš, kako priješ od doma do službe? Dostikrat ne. To je to, to je to. Jaz pa včasih zanalaš spet po drugi strani, spet po drugi poti. To je čist drugače. Kaj vidiš? Na tisto, kar si osredotočen, tisto prihaja do tebe. Jaz imam vedno tako. Vedno si tako naštimam ta mindset. Želim si tega, da bo ta pozorna na to. In ko si pozorna na to, kar naenkrat vidiš 1001 priložnost, da ti vesolje, energije, kdorkoli to poimenuje, ti to da na pladnju, pred tabo je. Ne maram lenčin. Ko sam jamrajo, igrajo na žrtve, stari moj, vsi bi imeli ful denarja, pa vsi bili ne vem koliko uspešni, leži pa doma na kavču pa nič ne naredi. Valjda, ko uspeh pade, denar pade. Te kaj nared? Premiki se, akcija, deli. In to je meni don še vedno tako. Vidim, bom rekla, te mlajše generacije. Jaz imam 2 fanta in jaz si resnično želim, ne vem, zdaj bom govorila optimistično, da sta pri 21 letih že na svojem. In jih tudi učim k temu in jih spodbujam. Stara sta 10 pa 12 let, pa doma bom rekla, upravljate skoraj vsa hišna opravila. Ker je prav. Bog ne dej, da bi kakšna dobila njo, pa bi bila mamina sinkota ležala na kavču, ona bi pa tam pucala cel stanovanje. Pa se bi ga ven vrgla, jaz tudi. Ne? Enostavno moraš nekaj dati od sebe. Jaz upam, se tega nikoli ne veš, če se zdaj malo dotakneva starševstva. Ena izmed tem tudi mama brez priročnika, tam dobiš ono mehno kepco v roki. Kaj pa zdaj? Ne. Pa ti rečejo, pa ja, si ti veš, kaj narediti. Ja, valjda. To kakor ti. Nimam pojma, ampak čutiš. Kaj je prav? In jaz jih res učim, da sta dobra, da sta spoštljiva. Ne bod pridan, pa ne bod delaven. Kam nas to pripelje? Pa ljudje garajo cele dneve, pa nimajo nič. Zato, ko sem rekla, bod delaven. Kaj pa deli tisto, kar si želiš, v čemer uživaš, pa ne bo to karkoli. Dele se nobenega tazga primera ne spomnim, ampak recimo, ljudje naredijo biznis iz nogavic, ne vem. Iz prodaje. Če to dela s srcem, je enako uspeh. Ne more biti drugače. Ljudje te vidijo. Tvojo energijo, točno tako. Tvojo energijo, tvoj vibe in si želijo tega. Meni vsi pravijo. Moj Instagram profil pač je takšen, kakršen je. Jaz si ne vzamem veliko časa za, bom rekla, kreiranje vseh teh vsebin, zaradi tega, ker sem bila vedno na način, povem tako, kaj je, pika. Mene je veliko ljudi rekli, dej Tjaša, veš, zavi, pa pentelca gor, pa lepo, pa dolgoves. O bože, res ne morem tega.
Straight to the point. In mi je zelo težko nabijati. Še hujš mi je pa to, tako kot pravijo, ne? Če bi mogoče malo tako, pa algoritem, pa pa tret. Ne. Jaz verjamem, da ka bo to rabil, bo prišlo do njega in on bo prišel do mene. To je to. Ne. Jaz dajem noter moje srce, mojo dušo v to, kar delam. In če to nekdo začuti, welcome. Ker sem si rekla, jaz se pa pretegnila za vsebine, pa čas dala tja noter, medtem, ko v bistvu rabim spanc, ali pa medtem, ko me rabijo moji otroci, ali pa moj mož. To so spet prioritete. Res mora biti zelo jasen pri teh prioritetah. Kaj ti je pomemben? Koliko pač pri vrednotah, če ti je vrednota družina, jaz sem na voljo mojim otrokom, mojemu možu, pred mojim delom. Daj malo pojasni to razliko med vrednotami svojimi in prioritetami. Ker to dostikrat na prvi pogled mogoče se zdi, da je to isto, ampak verjetno ni, ne? Se pravi, vrednote so nam priučene, Okay. kaj tega se naučimo. Zdaj odvisno spet v kakšnem okolju živiš. Ne, zdaj recimo poudarjam vrednota družina. Odraščaš svojo družino, vidiš, ne, mi se učimo s tem, ko nekoga opazujemo, tudi otroci. Največkrat ti lahko rečeš, ne tebi svojega brata, ne, potem pa ti moža ene 4-krat kola udaraš. Čist kontradiktorno. Ne, kaj jih tukaj učiš? Se pravi, jih učimo z dejanji. Jaz mojemu otroku vedno pravim, ti lahko 17-krat rečeš oprosti, ampak če ti ne boš popravil svojega vedenja, je ta oprosti 0. Ne pomeni nič. Tako da, kaj je tvoja vrednota, je odvisno od vsakega posameznika. Tudi prioritete si postavljamo glede pač na svoja prepričanja oziroma svoje želje, a ne? Se pravi, moja vrednota je družina. Prioriteta, družina, kaj pomeni? Da bom veliko časa z njimi, da bom njim na voljo, da jih postavljam na prvo mesto, ko se odločam o določenih stvarih. Ali pa je vrednota denar, zakaj mogoče, ne vem, sem odraščala v takšnem okolju, ki ga ni bilo ali pa je bil, in to postavim zelo visok. Meni je bilo ful smešen, recimo, prva ura na NLP-ju, kaj so moje vrednote, ne, in kako jih ovrednotim. Pa ne zdaj to grdo izpade, ampak jaz sem zakaj si želim, jaz imam rada denar, zakaj si ga želim, ker ti lahko marsikaj omogoči, ne meni, ljudem okrog mene, tiste, ki jih imam rada, da jim jaz lahko nekaj omogočam, jaz zelo rada dajem, pa sem zelo škrta. Ko da, ko nekomu nekaj dam, oni vejo, da je to res iz srca. In ko sem postavljala svoje vrednote, sem ugotovila, da moja glavna vrednota ni denar, ampak spoštovanje. Meni je pomembno, da me ljudje spoštujejo. In denar je spoštovanje v družbi. V družbi, tako smo bili učeni. Ampak tukaj je denar čisto odpadel. Zato pa jaz to odpravim velikrat. Meni je vseeno. A si ti diplomiran, a si magistriran, ali si doktor. Če si kreten, si kreten. Doktoriran kreten. In to vidim po odnosu do drugih. Kako se do drugih obnašaš. Ne prenesem nespoštljivega odnosa. Največkrat se to kaže recimo v tem biznisu v poslovnem okolju. A ne? Enkrat sem naletela na nekoga, ki je enostavno. To je bilo noro, res. Navzven za druge je bila to oseba tudi velike dosegla v življenju. Spoštovana, ampak znotraj pisarn in delovnega okolja je bilo pa to tak mobbing, trpinčenje, ni da ni. Jaz sem tam delala 3 dni. 3 dni! So šle punce do mene, sem rekla, jaz dam odpoved. Srede do petka sem bila tam. Kako lahko? Sem rekla, z lahkoto, ker si jaz tega ne dovolim. Jaz vem, kdo sem, jaz vem, kaj sem dosegla. Zato, ker
Vem, koliko sem jaz vredna. Čez nekaj časa je še ena punca dala tam odpoved, ki je bila dolg časa tam, ki je razmišljala o tem, a bi ali ne bi ta strah, kaj pa bom. Meni je bila to naključa. Spet sem naredila nekaj dobrega, spet sem lahko pokazala svojim zgledom, kaj si zmožen in kaj lahko. Ta punca je danes uspešna umetnica. Tako da resnično si želim, da bi se ljudje spoštovali. Ja. Ker bi bilo potem marsikaj drugače. Ja, take. Se ne vem niti, kako zbrati besedo. Taka, danes je težko, ker smo tako vsi kondicionirani strani drugih, pa ponavadi pole imamo še, če smo bili tako vzgajani, oziroma če iščeš neko odobravanje strani drugih, pa stalno neko potrjevanje, težko se odločiti zase, oziroma narediti tak korak, ko si ti naredila. Ne? Men ne več. Ne, tebe ne več. Men ne več. To res lepo slišati. Ja. Zdaj, če razmišljam za nazaj, ni šans, da bi šla kdaj še nazaj v tisto obdobje, kjer sem bila na voljo vsem. Sam seb ne. Vse za druge, sam zase ne. Ni ga denarja. Jaz sem danes toliko pomirjena z vsemi mojimi odločitvami, ki sem jih sprejela, hvaležna za vse izzive, ki sem jih imela, ker so me pripeljali točno tam sem, kjer sem danes. Jaz sem imela 1001 težavo, od slabega počutja, glavobolov, migren, slabosti. Enkrat ti telo reče, zdaj pa dost. Zdaj pa dost. Depresije. Jaz nisem ostala iz posle. Posla kavč. Kako? Vse imaš. Dober job, dobra pozicija, otrok, partner, vse. Kaj je narobe? Kaj je narobe? Ja, ne posluša se. Bežiš od sebe. A veš, to je tuno, ko si elastiko zavežeš, to gre za tabo. Reši, sprejmi, začuti, naredi drugač. Je težko, je bilo naporno, je bilo boleče, ampak se je izplačalo. Ja, zdaj se vidi, ne? Zdaj na koncu pa, ko si rekel, na koncu se vse obrestuje. Ne? Na koncu se vse obrestuje. Res je. Samo včasih nam manjka tista perspektiva iz težkih trenutkov, da bi znali pogledati za naprej, oziroma preusmeriti mogoče čez 1 leto in pole pogledaš čez 1 leto imaginarno nazaj na tu trenutno situacijo. In vidiš, da mogoče tu je začetek nečesa dobrega. Zato je pa dobro, da si pišemo. Veš, easy, samo obrneš liste nazaj, prideš na začetek. Kje sem bil? Pogledaš, veš, rečeš, ne me zabavati in danes sem tukaj. Kako kar naenkrat? Zdaj, če ti rečem, da mi malo povej, kaj se je zgodilo prejšnji let. Ne? Mi ful filtriramo stvari. In ponavadi nam ostane tisto, kar nas je najbolj prešejkalo. Pa ne bo to v negativnem ali pa pozitivnem smislu. Ker pozabiš, ker gre mimo tebe. Gre vse hitro, toliko hitimo, da se niti ne ustaviš v momentu in si samo hvaležen. To je recimo še ena izmed tehnik, ki jaz to obožujem. Hvaležnost. Zjutraj, ko se zbudiš, ali pa še lep zvečer, ko greš spat, 3 stvari. In to tudi jaz mojim otrokom. Ajde, povej mi danes 3 stvari, za katere si bil hvaležen. Pa to lahko sam mami, tvoj objem. Prej si me prišla iskat v šolo, ker si mi naredila Dunajca. Koliko hitro lahko našteješ, če si pozoren na dobre stvari. Tudi slabe lahko hitro našteješ. Veš, kako je, ko priješ na razgovor za službo, ne, pa ti reče, dajte mi povedati 5 pozitivnih lastnosti, ki jih imate. Zelo težko jih naštejo. Medtem ko negativne našteješ pa tako. Tako, točno tako. Zakaj? Spet so nas programirali. Ja, pa tudi malo evolucija pri tem pomagala, ne? Ker če si hotel preživeti evolucijsko,
si mogel biti bolj pozoren na negativne stvari, na grožnje in to je ostalo zapisano v naših genih, umu in tako naprej. Res je. In strahom kot takim ni nič narobe. Jaz pravim, da je pozitiven pa negativen strah. Ne, če boš ti tamle videl medveda, pa ne moreš bežati, saj prav, da bežiš. Ampak enostavno ne, če pa moraš iti na oder pa govoriti. To je ta dober strah. Ali kako ne rečem, saj telo niti ne zazna, ne? Saj telo ne ve. Mislim, da sprošča iste hormone, kad nas je strah ali pa kad smo pod adrenalinom. To si ti ustvarja sliko pa zgodbo. Kakšno zgodbo boš dal temu občutku? Kakšne občutke boš dal? Kaj boš pripisal temu, te izkušnje? Ali je to bila negativna, pozitivna? To NLP mi zdi ful tak praktičen. Ne? NLP je zakon. Res. Daj malo razloži, sploh kaj to pomeni NLP? Neurolingvistično programiranje. Se pravi jezik, možgani. Tako bom rekla. Jaz sem šla tja zaradi tega, da bi pomagala drugim. Veš, kaj je bilo? Valjda. Najprej. Ti. Spet v sebe. Svoje stvari razpucati, razčistiti. Si mislila, kaj sem zdaj sem prišla? Kaj sem zdaj kle naučila? Jaz sem se na prvem delu praktika naučila več stvari o sebi, kakor mogoče prej. Wow. Ja. Jaz temu rečem manipuliranje z možgani, ampak spet manipulacije nekateri vzamejo kot negativno, jaz pravim, da je dobra stvar. Vsaj jaz na njo gledam kot pozitivno. Lahko spreminjaš dogodke oziroma jim pripišeš drugačne občutke, ki so se ti zgodili. Da tisti traumatičen občutek, zgodba, ki jo imaš, jo zapelješ na način, da ko si spet tam, v tistem dogodku, imaš vire osebo, nekaj, ki si močnejši. Sam zamenjaš. In potem to ponavljaš in kar naenkrat tisti traumatičen dogodek ni več toliko traumatičen. Pa ga zmanjšaš, pa mu ne daš nobenih barv, pa ga zamenjaš z dogodkom, ki je barvit, ki je bolj prijeten, ki je topel. Tako da ja, na prvem delu delaš veliko na sebi, drug del pa je ta del NLP coacha. Kako pomagati drugim, na kakšen način, s kakšnimi tehnikami. Ampak spet, moraš biti pripravljen to delati. Pa je vaja, ne, stalno, ko si je rekel, zdaj ponavljanje. Ja, tudi dostikrat se po mojem pozabi. To je tako vizualizacija. To ni kar tako, enkrat ponovim, da to je ta instant. Enkrat bom to naredil, pa bo že ful boljši. Ja, ne bo. Najlažje vzeti tablet, pa te neha boleti glava. Težje se vprašati, zakaj me boli glava. Pa to odpraviti. Ne. Tako da NLP je meni resnično spremenil pogled na določene zadeve. In tako, kot sem rekla, ko pogledaš z drugega zornega kota, vidiš drugače. In to je tisto. Samo da dobiš nek občutek, da je lahko drugače, samo da dobiš občutek, da se lahko odločaš na drug način, pa da veš, da je vsa ta moč v tem odločanju in sprejema odločitev v tebi. In da ni nič narobe, če je ta odločitev napačna. Ker kaj? Kadar je kaj narobe, se samo nekaj novega naučiš, greš naprej in mogoče ne boš več ponovil napake, ki si jo naredil prej. In bo spet en korak bližji svojim ciljem. In kad tako refrejmaš stvari, recimo jaz, ki sem zdaj to poslušal zavestno, pravno odpade sprosti se vsa ta napetost, ki moče še verjetno sigurno nisem edini, tisti, ki imamo zelo močne notranje kritike, je stalno da bi mogel boš zdaj ne. Ampak če že malo tako spremeniš, pa recimo poslušaš nekoga, ki ti to pove, je že Ja. Ne? Ampak če upaš sam to narediti znotraj sebe, znotraj svojega uma, svojih glasov, ne? Koliko boljše je lahko življenje. Ne? Najboljše. Najboljše. Zato pa si tega želim, zato pa govorim o tem. Zato pa tudi ta moj dogodek. Takšna, kot si. Jaz ne rabim, da bojo punce prišle
s svojimi maskami. To želim, da jih odvržejo pred vhodom na dogodek. Ne rabim novih pajkic, pa novih topov, ki bojo prišle na prvo uro, ker imamo tudi pač vključeno fizično aktivnost. Ne. Zaradi mene si lahko v najbolj razcepani trenerki. Prid takšna, kot si. Jaz hočem tam tebe. Zato, da se zaveš in začutiš, da točno takšno, kot si, te ljudje sprejemajo. In tisti, ki te bojo sprejeli, točno tako, kot si, so vredni. Vsi ostali pa ne odpadejo. Hvala Bogu, vse ne rabaš takšnih ljudi okrog sebe. Ne? In ja, žal mi je, da so nas tako vzgajali ali pa da je bila družba takšna, da smo dobili toliko enih prepričanj pa teh notranjih kritikov. Zaradi tega, ker ne dosegamo tistega, za kar smo kle. Ker nas to vse omejuje in ustavlja. In si tega ne želim. In tako, kot si rekel, ni samo ura s coachom, zato da pač se nekaj premake pa narediš, ampak je to, da najprej prideš, da se umiriš, da si sam sabo, da zadihaš in da si dovolj. Že samo, da si tam. In to želim dati naprej. Dovolj si. Z brado, brez brade, z modrimi lasmi, brez las, z velikimi ušesi, z velikim nosom. Dovolj si. Družba je tista, ki ti narekuje, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu. Lepo vprašanje, koliko si močen, da boš verjel v tej družbi, pa da boš to. Postav se samo tudi tukaj si. In to je pomemben. To si jo želim za vse. Bod avtentičen. Bod to, kar si. Ker samo, če si to, kar si, boš zares svoboden in res miren. Vsa pričakovanja odpadejo. Je pa ta strah. Kaj, če ostanem sam? Kaj, če me ne bojo marali? Sem ostala sama. Nisem. A me ne marajo? Mogoče kdo ne? Ja, ampak imaš tako močno prepričanje znotraj sebe, da si ti dovolj, da tisto potem je vse ostalo naredi manj močno, ostale stvari. Ker jim ne dam moči. Ampak to je bil del, to je bil proces. Vse pa je vse lahko, veš, pa je zelo, kako na izi izgleda. Ja, noben pa ni videl vsa ta leta, ko sem jaz, ne vem, jokala, trepetala. Vse, veš, je tako ne, tako, ko gledaš na Instagramu. Uspešni. Niso uspešni čez noč, pa kaj vse je za njimi, kakšne zgodbe, kakšne situacije, kakšni izzivi so bili. Zato ni okej to primerjanje. A veš, ti si day one, oni so pa day 2000. Pa vsak ima svojo pot in vsak ima svoj timing. Nič ni narobe, če sem jaz čez 2 meseca tukaj, ti pa si tukaj šele čez 3. Sam go for it. Sam go for it. In ful mi je bilo všeč tisto, kar si povedala, preko smo začeli snemati. Eden izmed reelov, ki mi je najbolj ostal letos, je bil en reel angleški, ki je govoril liho temu, da v bistvu največja pomirjenost pride iz dejstva, da veš, da vse, kar ti je namenjeno, bo prišlo. In pač, če se tega zaveš, odpade toliko enih strahov, pa tudi pritiskov na sebe. Točno to. Ne vem, kdo me je zdaj čisto točno vprašal, ampak jaz sem imela eno idejo, ta ideja se je uresničila. En teden nazaj, trajala je kar nekaj let, pa je bilo tako, ja, kako pa boš? Sem rekla, ne vem, ampak nekako bo že. Bo že. Stvari so nam namenjene in so že v nas. Samo vprašanje je, v kakšnem času bomo prišli tja in na kakšen način. To je moj cilj, zdaj ali bo tako, ali bo tako, ali bo tako. Nima veze, daj sprost se in uživi v procesu. Jaz, veš, če ima sam
cilj, ne, ok, želim priti ke. Recimo, greva iz Ljubljane v Maribor. Moj cilj je Maribor. In zdaj se vozim Maribor. In pa me vpraša, kako si prišla do Maribora? Si videla gore, si videla živali na cesti. A veš, tudi to je proces, uživi v procesu, čud ga. In pejt na cilj z mislijo, zavedanjem, da bo že prišel ke. Ker je lažji. Ta čuječnost biti prisoten tukaj, ampak tle je spet problem te moderne družbe, ker nam stalno diktira tempo. Jaz recimo sem se v zadnjih 3-4 mesecih ujel v to stalno gas, stalno uno, tretje in je švihalno mimo mene, tako kot nič do zdaj. Pač pogledam, da za nazaj, tako so bili neki taki spomini, ki jih imam še vedno v sebi, ampak včeraj, ko sem imel eno tako refleksijo, sem imel prav tako veliko razočaranje, ker si nisem dovolil biti, ker sem bil stalno ujet v temu. Ok, zdaj imam čas delati, da bo po novem letu vse lažje in gremo, ker naenkrat prišel na cilj in fuck. Poletek me je zdaj še bolezen malo zdelala in tako. In po mojem je bilo fajn, da je prišel zdaj, da me je res ustavilo in da je lahko prišlo vse ven, da sem res začutil. Ni bilo lahko, in tako da ne. Ampak tako je pač ono, ne. Pač vse lahko... Povej. Ne moreš nazaj. Ne moreš, ja, to pa je. Ne. Ampak lahko se pa z tega nekaj naučiš za naprej. In sem vedel, recimo, ok, če bo šlo tako naprej, pač ne. Ne živiš v momentu. Ja, ne živiš. Sam greš. Ne. Slavi male zmage. Za nekatere je to že, da zjutraj vstanejo. Da grejo na trening, da trenirajo, čeprav se jim ne da. Da si naredijo en zdrav brok, čeprav bi lahko tam kruh pa majonezo na hitro pojedel. Ne. To so male zmage. In tako kot si rekel, ta družba nas programira na način. Še več, še boljš, še hitrej. Zato se zgubljamo. Zato jaz menim, da je toliko enih depresij, anksioznosti, samomorov, nezadovoljstva. In če bi me kdo zdaj vprašal moj nasvet, kako začeti je, vzem si trenutek, da si sam s sabo in da samo si. Mislim, da je to najtežji. Ja. Ker se bojimo se tega. Ja, je pa tudi pač biološko težko, zaradi tega, ker si ti v pogonu, so stresni hormoni so visoki in ko da bi šel ti 150 po avtocesti in zdaj se želimo ustaviti. Se ne boš kar takoj ustavil, ne moraš na hitro zabremzati, zažlajfati in tisto je trpljenje, ne, ko se ti ustavljaš na hitro, ne. In potem tudi, ko se ustaviš, prije od zadaj potem za tabo, ne. Tako da telo je navajeno funkcionirati. In v bistvu zaradi tega se tudi težko ustaviti in zaradi tega, ker se težko ustaviti, se nočemo ustaviti in potem kar naprej. Si v začaranem krogu. Ja. Tako da zavestno, po mojem, si vzeti čas na dnevni, tedenski ravni, ne. In se si dala par dobrih orodij, ki tudi meni recimo pomagajo, pisanje, refleksija, se ustaviti, dati misli ven, pa itak s pisanjem se ti bolj živiš kot jaz, s pisanjem potem tudi podzavestno predelaš stvari, boljš kot samo z zavestnim umom. Tam so vsi odgovori. V naši podzavesti. Kad ti odgovarja srce, kad ti ne odgovarjajo možgani. Tam je pot. Drugač pa, tako kot si rekel, ne, težko se je ustaviti. Res, če se ne boš ustavil sam, te bo ustavilo telo. Ja. Pa boš imel najprej en prehladek, pa boš imel pljučnico, pa težje vnetja. Sej telo nam da jasne znake, ustavi se, tako ne bo šlo, tega si ne želim. Ampak kaj mi naredimo? Vzameš tablet, greš naprej. Koliko si, mislim, meni je to totalno zaničevanje samega sebe. Ampak to zato, ker imam jaz takšno miselnost.
Če bi me 10 let nazaj srečal. Jaz sem vzela 2 tableta, pa sem šla delat. A ne, ali pa na antibiotikih, pa greš. Zdaj ni vreden, za koga. Tisto lahko počaka, tisto bo naredil nekdo drug namest mene. Vsi smo zamenljivi. Tudi v službi. Če ne boš naredil ti, bo naredil nekdo drug. A zdaj vprašanje, boš prišel 40 vročine tja, pa boš delal, ali boš si vzel čas zase, odležal in potem nadaljeval. Ampak je ta družba taka, res je. In zato je še ena moja želja, da bi se čim več ljudi zavedali, da nismo tukaj, da naredimo, ne vem, čim več, pa čim bolj. Smo tukaj, da gremo zavestno čez vse, da uživamo, da začutimo. To je poanta. Kar naenkrat bomo stari 90, pa mogli nazaj, kaj smo pa naredili, kaj kar naenkrat je šel life mim. Recimo, jaz si želim, ko bom na smrtni postelji, ko me nekdo vpraša, a bi naredila kaj drugače? Sečem ne. Vse bi naredila točno tako, kakor sem naredila. In to je moja največja zmaga. In tako se tudi odločam zdaj. Na način, je to zame, je to moja želja, najprej, in če je v meni, gremo to. Tu, če je napačna odločitev, ok, cool. Got it. Ampak samo, da gremo to, da me ni strah. In to je to, da te ni strah. Vse nas je vse strah, a misliš, da mene ni strah. Po noč me je strah biti sama doma. Ampak, ne, kako pravijo, da premaga strah, moraš iti čez njega. To je edina pot. Zdaj me prišla na misel ena misel, mislim, na misel mi je prišla ena misel. Fulno, vrhunska, Jani. Da v bistvu bravery, da bom povedal kar v originalu, bravery is not lack of fear, bravery is fearing the fear and do it in anyway. Ja. Se pravi, da kljub strahu, da reš čez to, reš proti tistmu, kar si želiš. To je pogum. To je pogum. Ja. Kako pravijo, uspešen ni tisti, ne, ki v bistvu ima same dobre predispozicije, pa da mu je vse dano, ne, da je uspeh kar tako, ampak ne, gradiš ga iz dneva v dan. Imaš goro pred sabo, splezaš nad njo, imaš izziv pred sabo, ga rešaš. Kolikrat padeš, 7-krat padeš, pa 8-krat ostaneš, ali kako. Drzen si. Bud pogumen. Kaj lahko izgubiš? Jaz vedno pravim. Slabš ne more biti, če si na tej točki pa hočeš boljš, pa veš, da je vse katastrofa. Lahko je sam boljš. Slabš ne more biti. Vpraši. Reč, prosi za uno povišico, pejti iz razmerja, ki te ustavlja. Sam drzen si. Nared nekaj drugače. Če greš stalno po isti poti, pa stalno sprejmaš iste odločitve, boš vedno prišel na isto točko. Ne bo drugače. Moraš se odločiti drugače. Moraš probati drugače. In v bistvu z vsako tako majhno zmago hradiš svojo samozavest, ne? Ja. In svojo samopodobo. In potem kar naenkrat vidiš, kako se gre stvari na boljše. Z vsako majhno zmago se malo dvigne samozavest, svoja samopodoba in si bolj močen, da narediš naslednjo odločitev, pa z naslednjo odločitvijo step by step. In potem te počasi fila. Z vsakim korakom si bolj močen, kot si rekel, si bolj samozavesten, ne? Sprejemaš pogumne odločitve, si bolj pogumen. In te to nafila in sam greš, in sam greš, in sam greš. Ne. Meni je grozen gledati ljudi. Jaz ko rečem, daj mi 5 minut, z nekom pa ti točno povem, zakaj je tam, ker je v življenju. Že samo način govora, obnašanja, vedenja. Ampak začeti moraš pri sebi. Če želiš spremembe, se moraš za spremembo odločiti. Noben drug se ne bo namesto tebe. Noben drug ne bo namesto tebe delal stvari. Ti ima svoje življenje, jaz imam svoje življenje. Tebi je nekaj namenjen, meni je nekaj drugega namenjen.
in vedeti, da tisto, kar ti je namenjeno, bo prišlo. Veš, kaj me zanima, na začetku si omenila, da si naredila seznam stvari, ki jih želiš, da bo oziroma je tvoj novi partner, bodoči. In potem si rekla, da si dobila vse razen 2. Kako si to razlagaš? Da si dobila vse tisto, kar si želela, mogoče vseeno. Večino stvari. Jaz bom tako rekla, da kar se tiče razmerij, vstopamo v veze, v razmerja, bom rekla, najprej hormonsko. Ne, zato smo narejeni, to je evolucija, normalen potek, a ne, nekdo te privlači, lušen, simpatičen, pa cupa, po 3 letih, ko se pa to vse umiri, pa vidiš, stari se jim nimava nič skupnega. Ne skupnih ciljev, ne skupnih želja, nič. In jaz bom rekla, da sem na začetku vsa razmerja stopala z napačnimi motivi, ker sem iskala neko varnost od drugih. Nekdo drug bo skrbel za mene, nekdo drug me bo imel rad. Itak vse narobe. Tako da čez leta, šele z leti, po mojem, usvojiš to, kaj pravzaprav si želiš v partnerstvu, pa kaj pričakuješ od partnerja. In kaj so tudi tvoje dolžnosti, a ne v vezi. Šele zdaj, kolikrat dam ego na stran. Ker ni fair. Ti se vsak dan odločaš biti s tem človekom. Se ne rabiš biti, ti je kdo rekel? Kaj pomeni poroka? Se lahko jutri ločiš, se vseeno. Ampak ti si v vezi z nekom, da ti je boljše. In tako mora biti. In čisto nič drugače. Verjamem, pridejo sponi in padci, pridejo nestrinjanja, pridejo izzivi, ampak to moraš skomunicirati, to se moraš pogovoriti. In če si resnično želiš biti s tem človekom, boš to naredil. In če si resnično želiš biti z njim in ga imaš rad, se boš usedel in se boš pogovoril. Ne? To je tudi en odraz take. Zrelosti. Zrelosti. Hvala ti za to besedo. In jaz imam perfektno razmerje. Veš, sem v kakšni družbi pa vse govorijo čez svoje partnerje, pa može, pa je meni tako naroden. Ampak pa kar povem, meni je pa kul, meni je pa ok. Kaš ti je bed najprej povedati, zato da njim ne bo bed, v kakšnem sranju so. Ker zdaj je vse tako instanta, ne? Čim gre nekaj narobe v razmerju, hop, pa skoč ven, pa skoč nekam drugam. Pa je spet isto tam. Le zakaj isto? Tvoja podzavest zbira tisto, kar ti je znano, kar si imel doma. Dokler ne popucaš pri sebi, kaj si sploh želiš, zato sem si napisala ta seznam. Jaz imam na telefonu napisan, takrat se spomnim. Wow. Res je bilo na hard. Sam sesula sem se v kuhinji na tla, pa sem vzela telefon v roke, sem šla v novce in sam začela pisati. Kaj si želim, kje sem v sedanjiku, sem to pa to pa to, sem to pa to pa to, obsepam tega pa tega, otroci je tako pa tako pa tako. V bistvu vaja vizualizacije. Ja. Če ti zdaj vzamem telefon pa ti preberem, lahko naredim vse kljukce. Kako otroci, kako moja služba, kako moj partner, kako moja streha nad glavo, kako moj avto. Zato, ker sem hotela drugače. Samo, da nekaj narediš, samo da se premakneš, samo da ne stagniraš. Ti sva prej rekla, ne, prepusti se veš, da boš prišel do cilja. Ja, ampak to ne pomeni, da sediš na kavču pa gledaš v luft. To ni to. Počni nekaj z zavedanjem, da boš prišel tja. To so dva pola oziroma dva stebra manifestacije. Je vera, oziroma prvo, da si veš, kaj si želiš, potem je vera, da boš to dobil in s tem ustvariš energijo, ki privlača stvari, ampak poleg, ko si omenila, zdaj je pa akcija. Kaj boš naredil za to? In če imaš oboje, se mi zdaj pa le. Vse ti si odrasel. Tako da
Sam trenutek hvaležnosti. Verjamem. Tudi to. To je bil eden izmed mojih ciljev. Enkrat na podcastu. No, vidiš. Ne hecam se. Lej. In kako so se pokonektala, ne, tudi zanimiva zgodba, kako je prišlo potem do tega. Ja. Ne. Ampak sem ti, po mojem, prav zatežila, prav ustavila sem te. Ja. Evo, prosti, a ti lahko pomagam prejmo tvojemu izzivu, ki ga imaš, prosim te, naredi to, pa to, prav. Nisem ga spustila. Ja. Ne, ker sem te začutila, ker sem ti hotela Ja. pomagati, ker sem ti hotela povedati, na kakšen način. Ja. In to si želim za vsakega. Iskreno. Zato moram to delati. Zato si želim še več dogodkov na to temo. Zato si želim govoriti, zato se želim snemati za ta Instagram. Pa se mi res ne da, veš, pa deluje tako, pa dej Tjaša, to ti vse v sekundi narediš, pa ti si čist naravni talent, pa vse. Ja. Kot sem rekla za tale podcast. Sem mislila, da boš sam audio, da bo brez videa. Ne. Tako da, daj v svet, dej, kar lahko daš. In nič ne pričakuj nazaj. Ker to je meni tako, če vem, da ti lahko pomagam, why not? Why not? Tako da, kar rečeš, ne, prele, da se sliš egoistično, ko sebe postavljaš na prvo mesto. To ni isti egoizem, kakor ga imamo mi v mislih. Ne. Ja. Že ko pogledaš praktično, ni več egoizem. Ne? Se pravi, če postaviš sebe na prvo mesto, pomeni, da boš ti boljši. In posledično boš delal boljše za druge in za svet. In potem, a je to egoistično, da si postavil sebe na prvo mesto? Veš, na avionu. Najprej natakneš masko sebe, preden jo natakneš svojim otrokom. A je to egoistično? Ne, sam če hočeš pomagati drugim, moraš najprej pomagati sebi. Ja. Tako da ja. Ja, tako da zdaj smo tukaj. V bistvu ful zanimiva zgodba, mogoče kdo zanima. Bili smo skupaj na v Trakoščanu na Sinergija festivalu. Bila sva na delavnici postavitve ciljev, je imel Jernej, ful dobro bilo in jaz sem pač se rekel tudi eden mojih namer je malo več deliti sebe in spraševati, ko dosti časa sem bil zaprt in tako in potem sem Jerneja dosti spraševal od mojih ciljev in sva se tudi jaz pa on malo bolj pokonektala, ker sva videla, oziroma Jernej je videl, da je tudi on, da sva na podobni dolžini, ko nekatere stvari je imel tudi on v preteklosti, s katerimi se je boril. Soočal, boril in tako naprej. In potem se je ti vmes malo vskočila in potem po delavnici dala še par nasvetov. In jaz sem pa za po novem letu iskal prav gostjo z tega področja NLP-ja, da bi lahko klepetali malo o teh novoletnih zaobljub, novoletnih sprememb, ker v bistvu novo leto je za mnoge tak nov začetek in nove navade, ampak potem, ko vidiš pa statistiko, koliko teh novoletnih zaobljub, novoletnih ciljev hitro propade, potem vidiš, da je treba narediti nekaj drugače. Čakam, da me vprašaš, če imam novoletno zaobljubo. A imaš? Ne. Ne, lahko začnem jutri, lahko začnem čez 5 minut, lahko začnem v ponedeljek. Ne, zakaj čakaš? Kaj te ostavlja, zakaj? No. Izgovor! Bom januarja. Ne, statistika je res slaba, ja. Koliko sva rekla, 7% ljudi uresniči svoje novoletne zaobljube. Po prvem tednu jih že 25 odpade, po drugem tednu nekje 45 in do konca meseca je tam nekje, ko si opela, 7-8%. Potem do novega leta, mislim do naslednjega novega leta, pa je večinoma že vse je pozabljeno. Zakaj pa misliš, da je tako? Ker te cilji niso dejansko cilji teh ljudi, ali zato, ker niso dost motivirani, zato, ker nimajo pravih orodij za dosegati tega cilja, mislim. Po mojem kombinacija vsega, ne. Malo mogoče niso cilji pravilno zastavljeni, da so mogoče malo preveliki
in zaradi tega niso dosegljivi, in potem, ko ljudje pridejo na polovico meseca, vidijo, da ne bo nič s tem, pa odnehajo. Mogoče niso dovolj specifični, ne? Niso ti smart modeli. Tako. In mogoče manjkajo neki sistemi od zadaj, ne? Spravi, se fokusiramo samo preveč na cilje, želim to pa to pa to, ampak potem se pa ustave pri izvedbi. Jaz mislim, da je za cilj zelo pomemben, kaj je namen, kaj je v zadaj. In zakaj si to želiš? Točno tako. Zakaj ta cilj? Ker za ciljem so občutki. Kaj si želimo čutiti? A ne? Ja. Ker dosti krat spet izviramo iz nekih pričakovanj drugih, mogoče, a pa nekih... Nisem hotela začeti govoriti, ker se mi zdi, da se stalno vrtimo v enem in istem. Ja. Pričakovanja, družba, nisi dosti motiviran, notranji dialog, strahovi, omejujoča prepričanja. Ja. Ampak koliko te stvari res dejansko ustvarjajo resničnost, ja. Ne? Realnost. Ja. Ja. In že preko začneš si obsojen na propad. Ne. Lahko si, ampak kaj pa če skočiš s padalom? Ja. Kakor si narediš. Res je, jaz sem res prepričana o to. Kakor si naredimo. Vse na nas. Vsaka odločitev. Pa naj bo dobra ali pa slaba. V slabi se naučimo. A veš, dobrih se pa ne omenja. Zato, ker hitek pozabimo. Zato, ker pridemo do sem, pa hočemo še več. Pa gremo sem, pa hočemo sem, pa gremo sem. Tako, kot si prej rekel, a ne? Kako nisi bil prisoten v samem procesu? Tak, ful lepo, da se tega zavedaš. Naslednjič ne bom, tako si rekel. In to je to. To je to. Ja. Ampak res moraš pola tisto vzeti, ker dosti krat se mi zgodilo že, sem nekaj spoznal in potem pozabiš in greš nazaj v star ritem in potem te spet ponovno opomni. In ja, v bistvu, ko si prej rekla, postavljati življenje ogledalo, dokaj se ti dejansko ne naučiš. In ko se enkrat naučiš, ko enkrat to zavestiš, je potem lahko reš naprej naslednje lekcije. Točno tako. In to ni iz danes na jutri, to je res proces, to res traja. Mi imamo zelo močno zasidran vsa ta prepričanja in te odločitve, ki so že v nas. Če se ti vedno odločaš za levo, se zelo težko enkrat za desno odločati. Če zavestno ustaviš, zdaj grem desno. Greš desno. In večkrat, ko boš porinjen v to situacijo, ker kot si rekel, življenje ti nastavlja stalno, boš na koncu kar avtomatično zavil desno. Tega si več želim. Zdaj to vprašaš moje starše, ne? Predvsem mojega očeta. To je nek NLP. Ker to so neke čarovniške scene. Niso. In je zelo težko starejšim generacijam, ne? Ko oni pa sploh, kaj jim ti rečeš čuječnost ali pa permisivna vzgoja. Pa nisem za permisivno vzgojo. Se zdaj sliši kakorkoli grdo, ampak res ne. Koliko je v njih bilo zakorenjeno, to garanje, to res garati moraš, da uspeš v življenju. Garati se pretegniti. Težko je spreminjati nekaj, kar je zakorenjeno, ampak res globoko zakorenjeno v tebi. In tako je s temi prepričanji. Ja, ker so v bistvu del tebe in kadar spremeniš eno prepričanje, se del tebe umre. To so del tvoje identitete. Najtežji je spreminjati identiteto. Ne? Najtežji. In zato pa jaz gledam optimistično na generacije, ki prihajajo, vseeno imajo zdaj na voljo toliko enega znanja, a ne, možnosti spreminjanja se, da upam, da bojo dojeli, da to hitenje ne pelje nikamor. Ne, to ta AI pa vse. Ljudje sploh več ne razmišljajo. To sam tak, AI. Ni več tebe, si recimo že vidiš že na Instagramu pa v tekstih notana, ne.
kdo da res sebe, pa kdo napiše iz sebe, pa kdo generira tam noter. Je zanimivo, ne, da začutiš, kje je neki AI napisal, kje je pa nekdo napisal nekaj globokega. Ne. Vse energija. Začutiš dejansko. Ja. Tako da jaz si želim, da v prihodnje se res ljudje osredotočijo vsak vase, vsak nase. Ne? Jaz se vsakmu rečem, da brigi se zase, res brigi se zase. Pa ne na način, če nekdo rabi pomoč, da mu ne pomagaš, a ne? Kaj ima za upravljati tega človeka? Se na koncu veš, da to več pove v tistmu, ki upravlja, kot v tistmu, ki je upravljen. Ampak, če bi vsi delali toliko na sebi, kot delamo določeni, bi bil svet toliko lepši. Toliko bi se bolj razumeli, toliko bi bilo ene pomoči drugemu. Tako je bilo včasih tu sosedski odnosi. Si mi odprta vrata, prišel je sosed, spil kavo, se pogovoril, kaj pa zdaj zaklenjena vrata, strah nas je, kriminal, in 3/4. Kje je to, kje je ta povezanost? Ja. Moramo iti nazaj. Da se je na vaseh malo bolj ohranilo, čeprav tudi na vaseh ni več isto, ko je bilo prejšnje generacije, ampak v mestih se mi zdi, da to še bolj zgubilo, kot na vaseh. Ta stik. Ej, telefoni, otroci, na igriščih. Sedi na klopci pa telefon. Včasih smo brcali žogo, plezali po drevesih. Kolikrat smo se poškodovali, padali. Pa smo vedeli za naslednjič, da po tem drevesu ne boš plezal, ne? Zdaj pa kar v bistvu krademo tem otrokom te priložnosti za njihovo rast, pa jih zavijamo v vato. Ne iti na drevo, ker boš padel. Ne plezaj. Ni varno. Pust ga. Če ni visok drevo, najhujša stvar, ki se lahko zgodi, je, da si zlom roko. Kost, prst. Pa se bo iz tega nekaj naučil. In res jim krademo. Ja, ta družba se mi zdi, da se prav po valovih ekstremov se tu se kaže recimo po zgodovini in vse, ampak tudi vzgoja, ne, iz ful striktna vzgoja v permisivno vzgojo in zdaj se mi zdi, mogoče se počasi obrača nazaj, vsem dobiti neko sredinsko pot, ne. Verjetno sama permisivna vzgoja ni v redi, ampak spet preveč striktna vzgoja s premalo ljubezni tudi ni, se pravi nekje vmes, ne. Saj vedno najde težko tisto srednjo pot. Pa kad starš nikoli ne veš, dokaj res otroci ne odrastejo. A si delal prav? Ja. Ne? Ja, verjamem. Jaz se tudi vsak večer včasih borim s temi občutki. A sem naredila prav, a sem rekla prav, sem rekla preveč? Na grobo, jaz sem pa dosti direktna. Ne. Če bo narisal risbo. Ja, ful je lepo, naslednji Picasso si. Ne, nisi. Resnica. Boli, ampak je potrebna. Za rast. Bo dal risanje na stran, pa bo šel, ne vem, brcat žogo, kar mu bo šlo ful dober. Zakaj bi mu jaz rekla, odličen Picasso si, on bi se trudil z unimi risbicami, nikoli v življenju ne bi bilo čistih risbic. Medtem, ko mu je usojen življenje na igrišču žogo. Tako da, kot sem prej omenila, ne zavijemo otrok v vato, dajmo jim priložnost, da rastejo, da se razvijajo. Naj se učijo sami skozi svoje napake. In tudi ti se učiš skozi vzgojo, ne? To recimo dosti staršev pove, da kadar vzgajaš otroka, vzgajaš sebe. Ja. To, kot jaz pravim na mojih coachingih. Vsako uro, ko jo imam, se jaz marsikaj naučim v sebi. Ti učiš, ja. Tako da tudi meni dajo klienti marsikaj, ne sam jaz s njim. In zato sem hvaležna. Za vsakega, ki se odloči. Ker s tem tudi spreminja mene. Koliko tvoje povabilo sem. To je samo en korak bliže mojemu cilju in sem hvaležna za to priložnost. Z veseljem. Res tak zanimiv, globok pogovor. Mislim, da smo se vrteli okrog ene in istih tematik, ki se mi zdi, da so zelo pomembne in je fajn, da se od njih govori. In mi je fajn, oziroma sem hvaležen, da si se tako odprla, povedala zgodbo, ker lahko potem tudi ljudje vidijo kontrast, kako si bila nekoč, kako si danes in ven z tega potem se spelje, kaj če njej uspelo, mogoče lahko tudi meni uspe. In
Ne, mogoče lahko to. No, vidiš, to je spet omejujoče prepričanje moje. Ne, to je res, Bo ko uspelo, govoriš ja. samo, kakšne besede uporabljaš, se hitro vidi, kaj potem razmišljaš na podlagi pač mišljenja, ideje, dejanja, kam to vse pelje. Pak ja, tako kot si rekel, ne, ne vem, kaj sem hotela reči. Ne, vem, kaj sem hotela reči. Ta popolnost, ta slika popolnosti. Ne rata takoj v prvo, ko greš ti v eno stvar. Tudi jaz ne grem s tem zavedanjem, da bo pa zdaj točno tako, ko bom naredila že v prvo popolno. Ne, daj pusti si. Pusti si, da gre kaj narobe, pa da ni popolno. Koliko enih ljudi, poznam, ki so perfekcionisti. Že kam mi sam nekdo reče, da je perfekcionista, se nisva midva to pogovarjala. Tudi je. A veš, kako te to omejuje? Zaradi tega, ker niti ne začneš, ker če ne bom niti začel popolno, če ne bo vsega tega pa tega, ne. Dej, sam pejt, sam zaupi si, ne bo popolno. A sem jaz popolna? Ne, nisem. Ne, nisem. In tudi tega ne prodajam. Imam svoje strahove, imam svoje napake. Marsikaj naredim narobe, vpraš moje otroke ali pa moža. Nisem in noben ni popoln. Noben ni popoln. Kaj misliš, da je za tem perfekcionizmom? Zakaj pride do tega? Ljubezen. Zato, ker hočeš vsem ugajati. Zato, ker hočeš dobro iskanje narediti. bolezni. Ljubezni. To je perfekcionizem v smislu, da si vreden, ne? To si naredil dober, priden si, vreden si, ljubljen si. In če narediš narobe, si slab. Nisi dober, nisi ljubljen. Spet conditioning. Ja. Velikih poznam, ja. Pa tudi tako jaz vsakmu povem, ne obremenjuj se s tem, a si komu všeč ali ne. Tudi meni določeni ljudje niso všeč. Ne moreš biti vsem všeč. Ker če si vsem všeč, pol delaš nekaj zelo narobe. Ja. Gre spet stran od sebe. Glih prejšnjicam nekoga poslušala, zdaj ne vem čisto točno, kdo je bil. Ampak v smislu, ne? A imaš svoj najljubši film? Kjer je tvoj najljubši film? Moj? Ja. Jih manj kar nekaj. Ajde, povem ga. Recimo, eden izmed najljubših po sami produkciji je The Dark Knight. To je Batman, oni Ful dober. To je isto moj najljubši Joker, film. To Joker. je isto moj najljubši Res? film. Ne. Valjda ga ne. To je to, kar hočeš ustrezati, a ne? Zdaj prav na fak. To je to, kar hočeš ustrezati. Ja. Res moj tudi. Ja. Bullshit. Fak. In vsakič, ko sem tako izgubila sebe in stik s sabo, daj imej svoj jaz. Daj bod, kar si. Svet rab tebe. Svet ne rab kopije tebe, pa tebe, pa tebe, pa tebe. Ker vi ste edinstveni. Vsak je edinstven. In ker verjamem, da smo vsi tukaj z nekim namenom, da lahko nekaj damo, mora slediti sebi. Pusti vse ostale. Ko dobro. Di. Zdaj smo prav zjebala. Ne, sem vredi, samo napak. Joker praviš, a? Ja, Joker. Ful, bez dobra produkcija. Ja, ful dobro. Ne? Ja. A sploh mislim, da. A to je tate zaden, ki... Ne, to je, mislim, da je šel že, ali 20 let nazaj, Christopher Nolan, drugi v seriji 3 njegovih filmov in v tem filmu je Joker. Je pač lik Jokerja in igra ga ta Heath Ledger, ki potem po tem filmu je naredil samomor, ker so razne teorije. Zakaj? Eni pravijo, da se je malo preveč uživel v karakter Jokerja in je potem to osebnostno potem malo uničilo. Da je kao ni vedel več, kdo je, ker je prišel ven z tega lika. Ja, to sem slišala. Tako producentsko, produkcijsko, pa tudi zgodba je tako ful zanimiva. Všeč mi je, ni več vedel, kdo je. Ja. Tok se je živel v lik. In tok se mi uživimo v različne vloge in jih igramo vsakodnevno. Dokler na koncu to sploh ni igra, ampak postane del tebe. In je zelo težko prideti ven iz tega.
Tu ima Jim Carrey, ima zelo zanimivo misel, kaj ne vem prav celo, mogoče ti poznaš. Ne. Sigurno jo poznam. Kako že gre originalna, zdaj jo bom, čakaj. Ti nisi depresiven si zaradi tega, ker je tvoj lik utrujen, ker igra tisto, kar ti nisi. Kar nisi. Ja. Pač nisem prav zadeval, ampak okay, te tak perfekcionizem v meni. Ja, ker igra tisto, kar ti nisi. Ja. In zaradi tega si ti utrujen, depresiven, zaradi tega, ker ti nisi tisto, kar ti dejansko si, ampak igraš lik, da bi bil drugo. Ne. Kako je dober. Tako da ja. Jaz sem stal brez vprašanja. Sva toliko različnih stvari predebatirala, takih globokih stvari. Ti pa dam zdaj prostor za konec, če ti prija še kakšna misel, ki bi podelila zdaj, a pa zaključila ta podcast. Jaz si samo resnično želim, da vsi tisti, ki bojo poslušali ta podcast, da imajo vsaj en cue. Aha moment, ki so se noter najdel in da sem jih mogoče motivirala ali pa navdušila nad mislijo, da lahko postanejo boljša različica sebe, da razumejo, da strah je vedno nekje v ozadju, da nas bo vedno strah, ampak da sam grejo. In da vejo, da bo na koncu boljš, kakor je bilo tam, kjer so začeli. To. Lepo. In pa, da spremlja moj profil, včasih je hilarious. Res. Včasih je resen, tudi recimo moj dogodek, ki ga gostim v Ljubljani 11.1., takšna kot si. To je prvi moj dogodek. Sem dala ven prijave, bilo tako, pa kdo se bo pa sploh na to prijavil, kdo me bo pa poslušal. A vidiš? Ne? Ampak ne, le v sekundi. Top. Zato, ker to ljudje rabijo. In ljudje rabijo dokaz. Jaz sem bila tudi tam, kjer si ti, pa lej me danes. Če me en ratel, bo tudi teb. Tako da vsi ljudje, ki si želijo spremembe, ki so pripravljeni zanjo delati, sem odprta. Welcome na mojem profilu. Top. Jaz bom podal povezave v opis tega podcasta, da se lahko kar kliknete, da bo vse bolj enostavno. Follow, like, ne. Socialno mrežo. Mislim, ja, najlažje tako, no. Zdaj, telefonske številke glih ne bi dajala. Maili so standardi, ime@gmail.com, ampak ja, na teh social media je dost instant, hitro. Ja. Tako da, iskrena hvala še enkrat za povabilo. Top, evo, nismo še zaključili. Zaključno vprašanje imam za te, vse to bo šlo hitro. Ta zaključna vprašanja so direkt vezana na tematiko podcasta. Benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da so 2 vprašanja za dobro počutje, pa še 3 vprašanja za osebnostno rast. Zanima, kaj za te pomeni dobro počutje? To, da sem lahko oseba, ki dela dobro, zase in za druge, in da od tega ne odstopam, ne glede na vse. Zame je dobro počutje to, da se lahko, da dobro spim, da lahko uporabljam vse moje končine, da lahko treniram, to, da imam svoj glas, se lahko smejem, to, da lahko dam. To. Top. 3 nasveti za več dobrega počutja. Spanje, dobra družba, smeh. Smeh. Ja. Okay. Ja. Smeh je pozdravljen, ne? Kakšen nasvet bi dala sebi, oziroma kaj bi sebi rekla pred 5-10 leti? Vztrajaj. Ne odnehaj.
ker bo na koncu vse dobro. Bo vse vredno, ne? It's not over until it's over. Najboljši nasvet, ki si ga prejela v svojem življenju, ali tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? Ni bil nasvet, ampak graja, v smislu drž jezik za zobmi. In tega se nikoli nisem držala in lej me danes. Prav kontra. Ja. To. Živ svojo resnico. Bod pa spoštljiv vedno. Povedati ven, ampak na tak način, da ni žaljiv. Ja. Cool. In še zadnje, kaj je bila stvar, ki je tebi najbolj pomagala, da si osebnostno zrasla in postala boljša oseba? Moj mož pa moji otroci. Yes. Vsak dan je iz dneva v dan. Brez otrok ne bi niti vedela, da imam še 65 triggerjev več, kakor jih imam. In brez mojega moža ne bi vedela, da sem zmožna več, kakor sem mislila, da sem. Ja, top, evo, prvi podcast ratu. Drugač mi poje srce. No, lepo. Drugač, ja. Mene je bilo tudi Tudi če fajn. se ne vidi navzven. Se vidi. Se vidi v energiji, tako da tudi to hvala ti še enkrat. Ja, še nisva konc. Zdaj sva konc, ja. Evo, Zdaj bomo zaključili. Hvala ti še enkrat, hvala vsem za gledanje, poslušanje, upam, da vam je bilo zanimivo in kot je Tjaša rekla, upam, da ste vzeli kaj, kar vam bo prišlo pravilno. Prav v življenju in pa srečno 2026. Če pa ne zadržijo zase. Ja, darilo. Kaj? Še eno darilco imam za tebe. To je naš sponzor Klet Brda, tako da dve buteljkici. Hvala. Boš imela z možem malo za nazdraviti. Hvala. Evo, zdaj pa res, hvala Hana za asistenco, za pomoč. Yes, to. That's a wrap. That's a wrap. Hvala.